Novomeški tovarni bodo, kot smo včeraj poročali, danes pa smo pridobili dodatne informacije, v prihodnjih tednih postopoma prešli z dnevne proizvodnje 42 vozil na uro na 38, kar pomeni približno 10% zmanjšanje. Tudi v prihodnje bo vse odvisno od naročil. Če se bodo zadeve obrnile na bolje, kar si dejansko tudi obetamo, glede na to, da v prihodnjem letu začne prodaja Smarta 4.4 tudi na kitajskem trgu, kar je novost. Svoje upe polagamo tudi na to dejstvo. Do začetka novembra bo postopoma zapustilo tovarno približno 150 predvsem agencijskih delavcev. Smo tudi tako, kot smo obljubili takrat v času masovnega zaposlovanja, ko smo se odločili za agencijske delavce, smo tudi dali obljubo, da bomo določen del teh agencijskih delavcev prezaposlili neposredno v Revoz. In tudi to je trenutno v teku. Do konca leta naj bi tako 150 agencijskih delavcev prezaposlili neposredno v Revoz. Kot poudarja Bašek Zildžovićeva, tako še vedno izpolnjujejo pogoje na področju zaposlovanja, ki so se jim zavezali v pogodbi o dodelitvi spodbude neposredni tuji naložbi, sklenjeni z gospodarskim ministrstvom.